Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Goran Dragić je v težavah. Potem, ko ga je Miami pred sezono poslal v Toronto, kjer praktično ne igra, so iz tega kluba sedaj sporočili, da Gogi ni več član ekipe iz osebnih razlogov. Našemu zlatemu kapetanu seveda želimo vse najboljše in da bi čim prej našel sredino, ki ga bo vredna. Drži se, Gogi. Sedaj pa se lotimo 45. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali, zakaj imamo interpelacije. Imajo interpelacije sploh še smisel? Kustečeva in Dikaučič sta interpelaciji, če temu sploh še lahko tako rečemo, brez težav preživela. Ni hudič, da je ne bo tudi Vizjak. Zakaj še imamo interpelacije, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Lucija Šikovec-Ušaj in Darko Mršič. Dobrodošla. Večer. Lucija, če midva začneva. Zdaj, interpelacija, vsaj v osnovi, ali pa še mogoče par let nazaj, kakšen mandat nazaj, ni toliko nedolžen inštrument bil pač parlamentarni. Če je šlo za interpelacijo ministra ali pa še posebej pač vlade, se je bilo treba kar pripraviti, tudi neka debata se je razvila, tehtalo se je za in proti, tudi glasovanje ni bilo zmerom že vnaprej znano. Zdaj se pa nekako zdi, da je ta inštrument, da je zvodenel. Kak imaš ti občutek okrog tega? Torej, dejstvo je, da na začetku demokracije, torej, ko smo se osamosvojili, ko smo imeli parlament, ko smo imeli strankarsko demokracijo, je bila interpelacija zelo resna zadeva in smo to spremljali po televiziji, se spomnim, pač ko mi si čakal, da si domov prišel, da si lahko videl, kaj kdo govori. Potem se je začela po eni strani hiperprodukcija teh interpelacij, po drugi strani pa bi rekla, dosegli smo pa dno, zdaj zadnjo interpelacijo, upam, da ne gre več nižje, ko je sam predsednik vlade rekel, da kdor bo glasoval za interpelacijo od članov te stranke koalicije, tista stranka izpade iz koalicijske vlade. Torej, več ni bilo govora o tem, da so poslanci predstavniki celotnega ljudstva, da poslanci glasujejo po svoji vesti. Torej, to je bilo pribito rečeno, da ne. In interpelacija kot inštrument parlamentarne demokracije je dejansko s tem stavkom postavljen na dno, torej zbrisana, dobesedno zbrisana po pomembnosti, je samo še igra namenjena, pa bom rekla, da v tem delu pa koristna, namenjena vsem nekaterim ljudem, da zvejo, katere ministre imamo. Ker večina ljudi danes niti ne ve našteti več ministrov. Vejo za Hojsa, ki je skače res na vsaki oddaji ven. Janša pač poznajo tako. Potem se pa zgodba z ministri neha. Res je. Tako da vse v tem smeri gre, tudi več ni nabiranje političnih točk opoziciji, mislim, da tudi opozicija nima nekega žara pri teh interpelacijah, bolj kot neka nadležna muha, ko prej smo se ravno o muhah pogovarjali. Torej, bi rekla, da nekega teže več nima, ljudje tudi več tega ne spremljajo. Rezultati glasovanj so znani, sploh ne vem, zakaj hodijo v parlament, lahko bi po pošti poslali, lahko bi sploh samo še enega poslanca imeli, vsaka stranka, se čisto vseeno. Razmišljala sem, ali je se zgodil v tem času en poslanec, da bi rekel, da ga je neka debata v parlamentu prepričala, da je spremenil svoje mnenje. Torej, jaz se tega ne spomnim. Razen teh verjetno, ki so zamenjali politične barve. To pa se dogaja praktično vsem. Ampak ta je že zjutraj vedel, da bo zvečer druge politične barve. To je res. Ne spomnim se, da bi eden zjutraj rekel, jaz bom pa glasoval za, popoldne bi pa rekel, mene ste pa prepričali, res ni dobro, da glasujem za. Tega se ne spominjam, mogoče je bilo, mogoče ni bilo. Skratka, ne, nima več nikakršnega smisla in že bo krsto je zabil predsednik vlade.
Pa lahko teli od spodaj pišejo, kar hočejo. Okay, To sem rekla in zatem upam stati. Velja. Darko, ti si bil angažiran v politiki. Si kdaj bil vključen v ekipo, ki je pisala odgovor na interpelacijo ali pa pripravljala interpelacijo slučajno? Kakšen imaš ti, recimo? Kako ti vidiš te interpelacije? V nekem obdobju sem bil, ampak bolj za pisati tvite. Okay. Podpore interpeliranim. Iskreno, no. Zdaj, če se vrnem... To je nekaj, ampak se pravi, takrat se je razumelo, da je treba pisati tvite v podporo tistmu, ki je interpeliran. Zdaj ni treba niti tvite več pisati. No, ravno to sem hotel nadaljevati v tej smeri. Kljub tej hiperinflaciji, interpelaciji, kot je že kolegica Lucija omenila, vidim razliko med interpelacijami, recimo, ki so se dogajale v Cerarjevi vladi, ki so bile tudi, mislim, 9 interpelacij, da je bil pa še 10 za samo vlado oziroma Mira Cerarja. Razlika med temi in interpelacijami, ki se vrstijo proti aktualni vladi, je predvsem v tem, da v tistem obdobju, ko je predvsem SDS iz opozicije interpelirala ministre, je bilo zanimivo, ker so se neke teme, ki so se iz pristojnih odborov, so bile mogoče celo postranske, profilirale v tem trenutku interpelacije na mainstreama. Po drugi strani, takratne interpelacije so bile izkoriščene znotraj pozicije, znotraj vladajočih strank, da so med sabo začeli meriti mišice, da so med sabo tudi postavljali nova razmerja, zahteve pred eventualnimi drugimi glasovanji, recimo s proračuni, pogojevalo se je. Ni bilo vse samoumevno, prav tako so te opozicijski poslanci, ki so na interpelacijah bili zelo aktivni, tudi vsebinsko, izkoriščali teh svojih 5 minut, medtem ko te trenutne aktualne interpelacije so, mislim, da samo še praznjenje praznega prostora, opolnjenje praznega prostora v nekem političnem prostoru, kjer dejansko prevladuje situacija COVID in pa par ministrov, ki jih imamo konstantno na repertoarju, kot je že kolegica Lucija omenila, Hojsa in tako naprej. Tako da vidim razliko, kljub temu, da seveda se strinjam, da je že v tistem obdobju 5, 6 ali pa 10 let nazaj interpelacija izgubila svoj nek pravi pomen, se pa vidi tudi razlika med interpelacijami, recimo ravno to, kar sem omenil, Cerarjeve vlade in trenutne aktualne. A je to mogoče pol problem, Lucija, da pač zdajšnja opozicija pač ne zna pisati dobrih interpelacij in je pač prejšnja bila boljša? Ne, jaz ti bom rekla, če pa nočem biti nesramna do pozicije, niti do opozicije. Intelektualni nivo v parlamentu je izjemno upadel. To spet bo pisal, ne. Pusti govor zdaj, pišejo drugi, mi govorimo. Torej, mi vemo, da so včasih bili govori, ki jih je bilo vredno poslušati. Z vseh strani. Poslanci, iz vseh strani. Še celo Potrata je konec koncev dostikrat pametne stvari povedala, pa nisem levičar nikoli bila, nikoli upam ne bom, ampak ali pa bom mogoče na stara leta. Če boš, ti bomo mi prvi povedali. No, bom sporočila, ja. Ampak recimo je vedela cilj, je razumela, da ima nekaj zapovedati, je razumela, o čem teče debata. Zdaj imaš pa občutek, da se ljudje dvignejo samo zato, da bojo nekaj povedali, karkoli že. Slišim tudi, da nekateri sploh v teh 3 letih niso niti enega stavka povedali. Mislim, zakaj jim potne stroške tem ljudem plačevati? Ostani doma. Zdaj pa sploh je to geslo ostani doma. Ostani doma, ja, in ne boš nevaren okolici, ne sebi, nikomor slišal. Itak dobeden te ni, ker nisi nič rekel, torej doma boš pa lahko dal duška. Evo. In mislim, da smo padali resnično v totalitarizem,
oziroma bom rekla ne enoumje, ampak brezumje. Brezumje, ja, rekel totalitarizem, da ne bomo spet Ja. v debati, a diktatura ali Ja. ne. Darko, a ti se strinjaš s to oceno Lucino? Je ta kvaliteta parlamentarnih debat nasplošno padla in se mogoče zaradi tega tudi to pozna pri interpelaciji? Jaz se vsekakor strinjam. Mislim, že prej sem omenil v nekem trenutku, da so v preteklih interpelacijah neke teme, ki so bile na stranskem tiru, ki so se mogoče razpravljale v teh pristojnih odborih, z interpelacijo prišle na plan, v prvo vrsto ljudje, in če je samo neka skupina ljudi, ki jo to zanima, ali je to okolje, ali recimo socialne zadeve. Vem, da je Anja Kopač Mrak bila dvakrat interpelirana v obdobju, mislim, da Cerarjeve vlade ravno. In tu se je zgrinjalo komentarjev, ravno ta angažman ljudi na Twitterju in opozicije in pozicije in strokovne javnosti se je angažiral, medtem ko v zadnjih teh interpelacijah pa enostavno ne vidiš vsebinske debate, in se strinjam vsekakor tudi s kolegico Lucijo Ušaj, da se pozna tudi to, kakšna struktura poslancev je, in da po drugi strani pa tudi njim mogoče v eno opravičilo, še enkrat ponavljam, mogoče vsa ta tema covida, zdravstvene situacije in tako naprej, malo bremza vse ostale, recimo kljub temu pomembne teme, ampak za ljudi, za neko laično javnost trenutno nepomembne. Ja, fokus je očitno vsekakor drugje, ampak da mi ne zgubimo fokusa, predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor. Ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, zakaj še imamo interpelacije. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Lucija Šikovec Ušaj in Darko Mršič. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj sploh še imamo interpelacije. Lucija, Darko, malo smo nekako, preden smo šli na oglase, smo ostali pri tem političnem naboju, ki je nekoč bil pri teh interpelacijah, zdaj pa se zdi, da ga ni več. Zakaj se je po vajinem mnenju prav ta politični naboj izgubil? Kaj je poglavitni razlog? Kaj vidva menite o tem? Ja, torej, po mojem, eno je brez dvoma, te zadnji 2 leti je COVID absolutno ljudi naredil apatične za vso dogajanje v družbi. Tudi za COVID, da se razumemo, ne. Ljudje so izgubili interes do vsega. Meni razlagajo prodajalke, da tudi čisti potrošniške navade so se spremenile, doma so videli, da imajo polne omare, čas so imeli, da so pospravljali. Torej, tudi da kupovati se jim več ne ljub. Tako da bi rekla, da je en vidik brez dvoma zdravstveni vidik in posledice, ki bodo ostale nekaj časa, tudi če zdaj se neha COVID. Drug vidik je sam izbor poslancev. Ti moraš vedeti, da prvi zbor, ki je bil državni zbor, takrat prva se je dosti pospremljena s posmehovanjem teh glavnih medijev, pa vendarle so bili ljudje z neko integriteto, ljudje, ki so se, če se jaz spominjam, dr. Rajka Pirnata, ki je danes najbolj osovražen komunist, kako je Aksentijeviča tako rekoč ven vrgel iz razpravne dvorane, ker ni govoril slovensko. To so bili ljudje, ki so takrat si upali in vedeli, bili so profesori, bili so doktori znanosti, biti državni poslanec v državnem zboru je bilo nekaj, kar ni bilo nabrano na Zavodu za zaposlovanje. To so bili intelektualci, ki so nosili glavo na pladnju. Zato je bil takrat sprejet tudi zakon, da se jih predhodno lahko upokoji, ker se je vedelo, da z govori, z nastopi v parlamentu se bo njihova zaposlitvena možnost zmanjšala. Kar se tudi v praksi kaže, ne? Se pravi, bivši politiki v Sloveniji zelo težko dobijo službo, ne? To drži. Ja,
zdaj bi pa rekel ravno obratno. Ne? Zdaj vsi bivši politiki so jih privlekali iz vseh bivših krajevnih skupnosti ali karkoli že so, četrtnih skupnosti, za državne sekretarje, ta vlada jih namešča na vsa pomembna mesta v upravne odbore, ne bojo iz katerekoli vasi, samo da je naš, torej Omanov rek, ni važno, če je pismen, samo da je nekako tako je šlo, samo da je naš, je tokrat zaživel z vsemi polnimi pljuči. In te danes se ne bojijo, da ne bojo dobili službe, ker bojo dobili, ko bojo naši na oblasti, bomo dobili službo, če bomo se vse trikrat oglasili do parlamentu. Tako da izbira sama je zanimiva, da ne kandidirajo najboljši, ki imajo svoje službe, ampak kandidirajo nezaposljivi, ne? In so potem tam preskrbljeni. To je gotovo prineslo k temu nizkemu nivoju razpravljanja, k temu, da ljudi več ne zanima, o čem oni govorijo. Ne? Tako da tudi vlada sama daje signale, da je ne zanima, kaj parlament govori. Mi bomo delali po svoje, vi kako dakajte po svoje. Tako da bi rekla, da samo žaljenje je lahko zanimivo, zabavno 5 minut, ne? Po 5 minutah pa ne več. Pa več ne. Eno z drugim je politika izgubila na ugledu, vse institucije politične, pa seveda ta splošna družbena klima, katera je kriva tudi zdravstvena situacija. Torej eno z drugim smo zadevo pripeljali dosti nizk. Je eden izmed razlogov za to slabšo kondicijo v interpelaciji, ne, če se milo izrazim, Darko, tudi to, da je se ta ravnotežje moči preveslo v korist izvršilne veje oblasti, se pravi vlade napram parlamenta, to, kar je tudi Lucija malo omenila. Si ti to opazil, recimo, da je vlada zdaj tako močna, da dejansko pač ne potrebuje parlamenta v smislu, da bi morala tam si na novo pridobivati podporo v državnem zboru, ampak državni zbor dejansko pač koalicija oziroma glasovi, ki zagotavljajo obstoj te vlade, pač so tako naštimani, da enostavno glasujejo in se ravnajo tako, kot jim sporočajo iz vlade. Vsekakor, mislim, tu sta dve dimenziji. Prvo, kot je že kolegica Lucija omenila, kakovost državnega zbora oziroma posameznikov, ki so. Drugo je pa sama struktura te vladne koalicije, ki je sama po sebi sestavljena tako, da se bo obdržala. Mogoče poleg teh dveh bi dodal še tretjo, ki je pa krivica na strani opozicije. Nekoč smo imeli predvsem interpelacije za to, da izčrpavajo aktualno vlado. Danes pa se mi zdi, da interpelacije bolj izčrpavajo od te, ki interpelirajo. In tu mislim, da je posledica tudi poleg te zdravstvene situacije, tudi to, da ta opozicija že od marca lansko leto konstantno proži afere, konstantno proži neko občutek, da vlada visi, da bo vlada da bo jutri ali pojutrišnjem padla, čeprav očitno tudi sami v tem trenutku je po vsebinskem pristopu k tem interpelacijam jasno, da tudi sami so prepričani, da se to ne bo zgodilo, po drugi strani pa tudi verjetno tudi sami ne želijo padca vlade. In to se mi zdi že od poletja lansko leto, mogoče so imeli letos, mogoče so še imeli tam zgodaj pomladi neko željo, da bi predčasno padla, po tistem pa vidim, da ni nekega velikega interesa in se gre samo še za permanentno kampanjo iskanja teh afer in konec koncev proženja teh interpelacij, in to se vidi z popolno nepripravljenostjo vsebinsko nastopanja na teh interpelacijah, nastopanja v medijih. Vse mislim, da je celo ni več tudi tistega momenta mojih 5 minut, kjer se nek poslanec, ki ni imel možnosti izpostaviti se, pa v nekem svojem strokovnem ali ne vem, nekem tematskem področju, ki ga pokriva v državnem zboru, lahko pride do izraza z interpelacijo, tega več ni. Enostavno interpelacija sama po sebi, namen, da se samo nekako neka dinamika v državnem zboru še naprej nadaljuje,
poleg tega konstantnega medijskega pokrivanja te zdravstvene situacije. Lucija, včasih se zdi... Ja, oprosti, izvoli, si hotela nekaj Veš, kaj bi dopolnila samo nekaj. Te interpelacije so lahko prazne v toliko, ker obravnavajo nekaj, zaradi česar bi sicer ministri morali iti sami po sebi oziroma sploh ne postati ministri. Ne? Dikaučič, roko na srce, ni izbira, ki bi bila primerna, ne vem, za nobeno funkcijo, ne. In Dikaučič je enostavno bil postavljen za to, da bo ubogal navodila predsednika vlade. Ampak oprosti, Lucija, če smo lahko malo bolj natančni, no? če se strinjaš, zakaj recimo Dikaučič ni primerna izbira? Ker dosti se o tem pogovarjamo, ni to nobena skrivnost, ne, da veliko ljudi misli, da ni primerna izbira, ampak zakaj konkretno recimo ti praviš to? Ti pač si dolgoletna odvetnica, poznaš pravosodni sistem, on je minister za pravosodje, zakaj recimo on ni primerna izbira? Kaj konkretno je Dikaučič ve o pravosodju oziroma kaj konkretno je Dikaučič rekel, da bo spremenil v pravosodju, da bo bolje delovalo oziroma sam je tudi udeležen v nekem postopku, torej bi moral si tukaj bolj želeti, da se zadeve spremenijo, torej spoznava pravosodje tudi od znotraj. Kaj je naredil? Podpisal je zakon, s katerim misli, da bo lahko nategnil Evropsko unijo, tako kot slovensko javnost. En dan postavijo, gre za te tožilce, ne? Torej, jasno je, da to ni njegov izdelek. Mislim, on že po samem fizisu ne deluje meni kot nekdo, ki bi bil kot persona primeren za resor, ki je vendarle resen resor, ne? Tukaj ne gre za nek resor, ne vem, sicer se ne vem, kjer bi bil neresen, ampak recimo včasih je bil turizem nek resor, no, ajde. Se mi zdi, da Dikaučič bi moral vedeti o pravu in o sistemu in v programu, kaj bo naredil kot pravosodni minister, kaj pa ni vse skupaj nič. Ne. Torej, on je figura, ki dela in izvršuje izključno to, kar mu na redke čase nekdo naroči. K sreči mu niti pogosto ne naročijo. Ne. To, kar je naredil s tem podpisom, s tem zakonom, je zadeva, ki se bi jo moral sam sramovati do svoje smrti. Ne. Če bi imel neko osebno integriteto, nek oseben pogum, nima ga. In takih ministrov je tukaj kar nekaj, ne, ki so ministri zaradi tega, da so ministri. Tako da, kaj jaz vem, tudi njegova izjava, da je uspešno prestal interpelacijo, kako so ga podprli, ne vem, 26 tako komadov. 28 je bilo proti glasovanju. Kaže na to, da zadev sploh ne razume, ne. Tako da je meni to bolj vse skupaj žalostno kot zabavno in mi niti ne kaže na to, da je vlada močna, ne. Šibka je opozicija, opozicija je šibka, vlada pa ni močna. Vlada bi vladala lahko mirne duše glede na opozicijo, kakršnekoli neumnosti bi delala, ne. To, da se pa opozicija ne da solidirati, je pa seveda drug problem in ga mi trije najbrž ne bomo rešili, ne. Opozicija bi rabila še nekoga, ki bi jih potegnil skupaj, pa ga ni. Ampak, če lahko jaz, ravno okoli opozicije, mogoče te konsolidacije, pa to mislim, da ravno dinamiko interpelacijam v Cerarjevi vladi je dal ta spektr opozicijski, kjer si imel Levico, kjer si imel SDS in kjer Györke Žnidarjevo, ko jo interpeliraš, je Levica najglasnejša. Interpelirajo SDS, Levica je najglasnejša. Ograje, kupovanje vodnega topa, ne vem, oboroževanje policije in tako naprej. Povečanje pooblastil policiji. In mogoče tudi to, da je ta opozicija zelo blizu sebi po vseh vsebinskih, če lahko rečem, tu niti ni preveč vsebine, mogoče tudi malo zataji to vsebinsko
interpelacijo v nekem vsebinskem smislu tega boja znotraj državnega zbora. Takrat je pa, mislim, da je ravno ta spekter različnosti v opoziciji dajo neko dodatno dinamiko. Ja, zdaj, če pogledamo še časovno komponento, ne, zdaj predsednik Republike Pahor je že sporočil, da bojo volitve 24. aprila, mislim, da ne. Se pravi, vemo, volitve bojo pač praktično čez 5 mesecev. Ima sploh smisel zdaj še vlagati interpelacije, ne? Vemo, kak interpelacije grejo, rezultat je predvidljiv. Tudi videli smo, ne, da je po več ministrov v istem mandatu je interpeliranih zaradi bolj ali manj istih razlogov, nič se ne zgodi. Skratka, kakšno je vajino mnenje? Ima smisel zdaj vlagati te interpelacije? Je to prava pot opozicije do morebitne zmage na volitvah ali bi se morali fokusirati na kaj drugega? Edina smiselna interpelacija je za Vizjaka in to ne zaradi Vizjaka, ampak zaradi Nove Slovenije. Ne? Zdaj pa mogla to razložiti, Lucija, izvoli. Ja, ta interpelacija bo pokazala, ali gospod Tonin samo blebeta v prazno, ali pa bo dejansko rekel tokrat ne. To je, recimo, bi rekla, interpelacija, ki je s smislom. Vse ostale interpelacije so bolj reklamne, propagandnega namena, da se opozicija sama sebe nekako spravi v medije. Mediji so že dost, bi rekla, povojaško postrojeni. Govorimo o tem, medijske svobode definitivno več ni. Prešteti so, ne ve se kam kdo pašeti. Ja, pa tudi, če gledava, so že precej ubogljivi in so že precej upognjeni, ne. Tako da mislim, da je tukaj bil uspeh te vlade nedvomno velik. To, da se javno zdravstvo sesul, tega ljudje še ne opažajo. Da se pravosodje sesuva, to se itak že dolg časa, ampak... Ja, vse se mi zdi, ne. Vsaka vlada si želi podrediti medije, tudi prejšnja Šarčeva si to želela. Ja, ampak je Janši uspelo, tokrat je... Ja, okej, pač ne, je pač bolj sposoben. Ti moraš vedeti, ko ti ustrahuješ ljudi, njemu je šlo tudi na roko, njemu je šel COVID na roko, ne. Ja. Mogoče edini človek, ali pa še več jih je, no, ki jim je COVID močno povečal in proračune in denar, skratka, da so zaživeli. To so po moje tudi, ne vem, če se boste strinjali, so po moje čist neposredne osebne relacije. Ne? Vemo, kdo je lastnik dela, vemo, kaj dela primarno ta lastnik dela, ne? Oziroma njegova podjetja, vemo, kdo pač te posle deli pri nas v državi in potem se ljudje čudijo, da pač berejo take članke v Delu, kot jih berejo. Ne? To se mi zdi, da je dosti plastično. Ampak tole sem vam hotel vprašati, no. Zdaj, opozicija, ne? Opozicija pač ne skriva, ima en cilj, zato pa je opozicija, da pač pride na oblast. Zdaj oni so, kot je Darko prej rekel, so en cajt kazali, kakor da to hoče narediti čim prej, mogoče zdaj ne, ampak ne glede na vse, volitve bojo aprila, takrat hoče zmagati na volitvah. So zdaj te interpelacije jim v pomoč ali jim niso? Ti si rekla, Lucija, edina smiselna je proti Vizjaku zaradi NSI-ja, ne? Kakšno imaš ti mnenje, Darko? Je ta interpelacija pač bo drugačna od ostalih in kaj misliš, da bo naredila NSI? Je tudi za NSI pomembno, kaj naredi v okviru te interpelacije proti ministru Vizjaku? Mislim, interpelacija je vsekakor smiselna. Zdaj, če gledamo z pozicije NSI, mislim, da je stvar že pregloboko in da bo ostala čvrsto na svojih pozicijah. Vsa odgovornost se bo tu prenesla na premierja vlade Janeza Janšo, celo ne na SDS, tu je samo vprašanje Janez Janša. In mislim, da če do zdaj ni bilo nikakršne reakcije v tej smeri odstopa, da tudi po interpelaciji oziroma med interpelacijo ne bo prišlo do nikakršnih sprememb. Kar se pa tiče te interpelacije, kako bi vplivala na samo opozicijo, ali jo bo krepila ali ne, tukaj pa mislim, da je ključno, da opozicija predvsem ima problem s tem, da se jim konstantno, mislim, včeraj sem tweetnil od oka, bi rekel, te medijske strukture, ki si jih prej omenil, ta zaledja konstantno v prvi plan mečejo nove in nove
kandidate za mandatarje. Zdaj smo predvčerajšnjem brali v Mladini o Golobu. Tako da mislim, da opozicija se sploh več ne ukvarja vsebinsko ne z Vizjakom, ne z Janšo, ne z vlado, da se bolj ukvarja s tem, in to vidim tudi po reakcijah tweetov, predvsem nekaterih članov SD-ja, da jih resnično že malo moti vso to dogajanje, predvsem ta zadnja objava oziroma zapis v Mladini okoli Goloba je kar vzbudil oziroma prebudil neko vročo kri na strani SD-ja. Je to zdaj leitmotiv po tvoje, Lucija, ne? Če se malo pohecamo, to, kar je Darko rekel, očitno imajo strategijo, saj neki določeni centri moči v ozadju za opozicijo, ne? Bolj je Golob na strehi kot Fajonova v roki, ne? Če parafraziramo in obrnemo na glavo tisti znani slovenski pregovor. Ja. SD ima smolo s Fajonovo, ker sicer, če tako počes pogledam, pa poslušam njihove razprave, pravzaprav odstopajo navzgor, ne navzdol. Pa še enkrat, nikoli bila njihov pristaš. Ne? Ampak imajo smolo s Fajonovo, ker Fajonova je a priorno prišla kot evropska poslanka, ne? In tega, da Slovenci nismo nek prijeten narod, culpa. Mislim, že samo dejstvo, da ona, da bi samo ona služila v Bruslu, da ne služijo vsi v Bruslu enako, že samo to ji zamerijo. Zakaj, recimo, to pa se mi zdi zanimivo vprašanje, me zanima vajno mnenje, zakaj recimo Tanji Fajon zamerimo to plačo, vsem drugim poslancem tam, ki so pa ne zamerimo? Se tudi Ljudmili Novak, vse ženskam v glavnem zamerijo, ker ženske ne bi smeli dobiti take plače. Zdaj mi oprostite, oba dva sta moška, ampak je to dejstvo, da v plačah se bo ali plača, ali kile, ali obleke, ali karkoli. Je nekaj na tem, frizura, barva, las. Tanja ni tiho iz Bruslja. Razumeš? Tanja je vedno opozarja ljudi, da je tam. V zadnjem času tudi Ljudmila Novak, ki se oglaša tudi, če bi vprašal, če bi marsikoga vprašal, bi rekel, da se oglaša tam, kjer se ne bi smela. Pa ne bi bilo treba. Pa ne bi bilo treba. Zato se njim več zameri. A veste, mi smo imeli največje rejtinge politikov na lestvicah naših evropskih komisarjev, ki ne delajo nič, ki ga ne vidiš, ki ne veš za njega. To je res, ja. Razumeš, evropskega poslanca Zorana Talerja ne boš vedel za njega, dokler ni prišlo do afere. In njemu noben ne zameri. Zamisli si, da žensko nekdo pozabite nekdo v Bruslju, to je najbolje. Takrat ti nihče ne zameri ne plačene tvoje dejavnosti, ne aktivnosti. Ampak Tanji Fajonovi zamerijo. Samo ona je, to kar pravi Darko, ona je prvič izziva Janšo, pravi, da izziva Janšo. Se pravi, to bo sigurno sprožilo pri nekem delu politične javnosti večje mislim, nasploh je aktivna, sej lahko rečemo, da tudi Vučića izziva. Je pa tudi angažirana, in zdaj je pač v ospredju in takih mi ne maramo. To sem hotel dati za primer, pa me zanima tvoje mnenje, Lucija. Recimo, Irina Joveva, ne? Veš, njo pa nič ni noben opazil, noben nič ne zamer. Oni so sposrečni, ki je rodila dojenčka in jaz sem tudi vesela in ji čestitam. Postala je mati, tako da vse super. Ampak nič, da bi kdo imel proti njej. Ne? Na začetku je nekaj probala, Darko, se spomniš z Makedonijo, pa to se je upekla in se je očitno naučila. Ne? In je šla nazaj v ozadje in to je to. Zdaj ima mir. Tih moraš biti, ne? Tih moraš biti, ne smeš se izpostaviti in potem so ljudje grozno zadovoljni s tabo. Ne? In meni tudi, ne vem, meni osebno ni Fajonova moj tip, ne? Bi rajš videla, pa vedno pozabim, je prednik ali potomc. No, eden član. Ni prednik. Prednik. No, se mi je zdel recimo tako, kot ženski, ne, ta bi lahko bil predsednik stranke, ne. Ampak je pač vztraja Fajonova, ki ni simpatična ljudem. Zakaj ne? Ker je lepa ženska, ne.
kot ženska je lepa, nobeden ji ne more nič očitati, a ne, mislim, ni prevarala moža, ni se... No, dočakaj malo nič očitati, razni judovske vile, recimo, ukradene, ne? Ne, pusti to, mislim, to pa slučajno sem zastopala, jaz takrat ne boš verjel SD v eni pravdi, ko smo to zdaj bilo. Smo te pa najdeli. Ste me najdeli. Ja, skriti agent. In sem izselila najemnike ven, evo, ven sem jih zmetala. A res? Res. A zato smo imeli CD stranke tam, ki smo mi dobila še člana. Zato mi je ta vila zelo znana. Ker si ti ven zmetala. Aha, ja, takrat smo jih uspeli. Ampak so dobili druga stanovanja. Ok, dobro, niso na cesti ostali. Zato mi je zgodovina te vile in njena pot zelo znana. Ne? Ampak ko ti 1000-krat ponoviš to laž, ne? Ko cela stranka SDS to ponavlja, ko ljudje, ki sploh nimajo pojma, kje ta zdaj že judovska skupnost neka pisma piše, da bi pa bilo fair, da se to vrne, ne? Ne več sam SDS. Se hecaš, ker oni so bili SD, si Kreft je bil sodel v kvoto. Ja, očitno se stvari spreminjajo tudi na tem. Ja, vidiš, mislim, tudi religija se spreminja. Skratka, ne, mislim, ampak veš, to laž na laž in to se potem prime med ljudmi in potem, jaz sem stokrat rekla, dajte mi povedati, kaj je tisto Šarčevo osnovno šolo. Jaz nimam pojma, kaj je Šarčevo osnovno šolo. Nije, kakor se jaz spomnim, ni. Ampak tole, no, ko počas gremo proti koncu vdaje, sej, ne, opozicija, vse je kar fašizem, ne, zdaj ni več sam Janša fašizem, zdaj že vsak, ki pozna Janša ali pa gre mimo njega po cesti, je že fašist, ne, če malo pretiravam. Po drugi strani pa tako, kot si ti rekla, Lucija, pa pač tudi Janša, ta stran tudi vrača na enak način. Sej to, kakšno je vajno mnenje, to zmanjšuje krog publike za pol take zgodbe, kot so interpelacije, ali povečuje ta krog publike? Seveda, to je ključna stvar, ljudje so nasičeni tega konstantnega blatenja, pljuvanja, pa ne glede na to, ali strani opozicije, ali mislim, sploh v tej situaciji, kjer je, ne vem, vsak čaka nek žarek upanja, in to se tudi odraža po temu, da smo mogoče še pol leta nazaj zaznavali, da v nekih javnomnenjskih raziskavah rastejo število tistih, ki se bi volitev udeležili, zdaj pa spet to pada. In to je popolnoma normalno, po drugi strani pa rojeva neke nove mesije, lažne preroke v obliki Stevanovićev in tako naprej. Lucija, evo, pol minute še imaš za zaključiti. Torej, jaz tudi osebno mislim, da so ljudje siti so poročili 2 leti, prvih 10 minut je COVID, drugih 10 minut je Janša in njegovi nasprotniki, krivica, ki se mu dela, cel svet je proti njemu, Katito, ni oni sa istoka, ni oni sa zapada, skratka, siti. A veš, kaj pomeni biti sit? Sit poročil, jaz sem gledala svoje celo življenje od otroka naprej, dnevnik, ne pržgem več, ne enega, ne drugega, ne tretjega, skratka, zame je ta zgodba končana. Takih je baje kar nekaj, ampak saj je faktor, upam, da še kdo prižge. Za danes Lucija Šikovec-Ušaj, Darko Mršič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil v interpelacijah že 649. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj nas bo rešilo pred koronavirusom. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.